Dragi gledalci, dragi gledalke, lep pozdrav. Dobrodošli na naši zadnji predpoletni oziroma poletni oddaji Popotniškega snepa. Z vami sem moderator Tine Nipič in prav tako prostovoljec pri Popotniškem združenju Slovenije. Torej, za tiste, ki ste danes prvič z nami oziroma nas še ne poznate, mi smo organizacija, ki spodbujamo in razvijamo tako mladinski kot trajnostni turizem. V ta namen pa izvajamo številne projekte, predvsem projekte za mlade in za tiste z manj priložnostmi. Izdajamo pa tudi spletno revijo Globetrotter, v kateri so vsak mesec na voljo novi popotniški utrinki naših novinarjev in veliko število nasvetov za lažje in preproste odkrivanje sveta. Torej, tako kot vedno tudi današnji dogodek poteka v sodelovanju s partnersko organizacijo Mladi Maribor. Tema današnje oddaje pa je izpodbijanje predsodkov o hostlih. Torej, razpravljali bomo o dejavnosti hostlov, izpostavili njihove prednosti ter kakšna je njihova priljubljenost med mladimi potovalci. Več o tem pa bo povedala naša nova gostja, to je izkušena popotnica in tudi naša prostovoljna novinarka Maja Žgalc. Torej, Maja, pozdravljena. Zdravo, Tilen. Kako si? V redu, poletno. Ti? Tudi. Že imaš kakšne načrte za potovanje, izlete, potovanja med poletjem? Ne, za letos še ne, verjetno kar odkrivanje Slovenije, tako kot lansko poletje, ja. Imamo veliko lepih krajev tukaj, tako da se splača vložiti čas tudi v odkrivanje naše male Slovenije. Se strinjam, imam tudi podobne načrte kot ti, tako da ja. No, kot vedno, vas, udeležence, pozivamo, da med potekom svobodno postavljate vprašanja in komentarje. Že vnaprej pa se opravičujemo, če ne bomo uspeli odgovoriti na vsa, ne? Tako, jaz postajam že nestrpen, tako da Maja, jaz bi te prosil, da začnemo kar s predstavitvijo. Hvala. Jaz sem prepričana, da smo se vsi že kdaj srečali s kakšnim predsodkom glede hostla, če ne ravno s predsodkom, pa mogoče z dvomom. In tak en najbolj pogost, s katerim se vsi srečujemo, mogoče sploh starejše generacije, je, da naj bi bili hostli samo za mlade popotnike in predvsem za tiste, ki so brez denarja oziroma ki imajo zelo omejena sredstva za potovanje. Seveda to ni več res, čeprav so včasih hostli so se razvili iz tega, da naj bi bilo predvsem za šolske skupine, ampak danes so prerasli v veliko več in so predvsem dobrodošli vsi popotniki. Zdaj, iz mojih izkušenj, v enem izmed hostlov v Pragi so na primer imeli omejitev 46 let, spet v drugem hostlu so pa bili brez omejitve in smo se srečevali tudi s popotniki, ki so bili stari nad 60 let, tudi 70-letniki, predvsem solo popotniki in te so v bistvu zelo izkušeni posamezniki, sploh kar se potovanj tiče in jih je res prijetno poslušati in tudi so zelo prijetna družba, no. Tudi mlajši popotniki v hostlih z veseljem sprejmejo medse, ko gre za neke večerje, aktivnosti, tudi skupaj mogoče raziskujejo mesto in tako naprej. Je pa res, da še zmeraj so hostli predvsem mladi potniki hodijo tja, ja, tako. Je pa treba mogoče omeniti tudi, da ni samo zgornja omejitev starosti, je tudi spodnja omejitev. Se pravi, da mladoletni ne morejo ravno povsod priti brez vsaj dovoljenja staršev. Se pravi, morajo predložiti nek papir, ki ga potem pokažejo pri prijavi, da jim starši dovoljujejo prenočevanje v hostlu. Iz mojih izkušenj se je že zgodilo, da so kdaj prišli 17-letniki, na primer, do recepcije, si mogoče niso dobro prebrali vnaprej, kaj hostel zahteva od njih in tega potrdila niso imeli. V takih situacijah ponavadi seveda jih ne bomo odposlali, da naj grejo domov
in pač pomagamo, kolikor jim lahko, se pravi, jim povemo, naj se usedejo tukaj na recepciji, jim damo Wi-Fi, da naj kontaktirajo starše in potem starši pošljajo preko e-maila to potrditev. Tako da so vedno rešitve. No? Tako. No, torej, tudi pri zgornji ja, izvoli ti. Ne, se nočem prekiniti. Torej, vi pač dobesedno pošljete skozi vrata, ampak jim samo date možnost, da kontaktirajo starše oziroma jim ponudite priložnost, da bi vrnili. Ja, definitivno. Pač v interesu hostla je vedno, da sprejme svoje popotnike. Ne? Tako da iščemo načine vedno vsi pri tem poklicu, da pač se najde rešitev. Ja. Sploh se treba zavedati, ne? Ja, povej. Povej znova, malo zamuja, tako da prosti, povej. Ja, kar vprašaj me, ja, izvoli. Mislim te vprašati, če imaš kakšno, ko ti si tudi vem, da delala v enem hostlu, oziroma večjih hostlih, in me zanima, če imaš kakšno izkušnjo s temi starejšimi popotniki, ko so tudi vseeno socialni in družabni, ampak kakšna zanimiva izkušnja, če bi jo delila z nami? Da bi kaj takega bilo, da bi prav izstopalo, niti ne. Mislim, da sem tudi v teh 2 člankih, ki sem jih napisala za revijo Globetrotter, noter omenila 2 primera, kjer sem govorila o enem gospodu, ki se je vsak večer, mislim, da je bil okrog 70 let, ki se je vsak večer pridružil vsem tem aktivnostim, ki so jih hostli imeli in tudi zelo lepo so ga ostali sprejeli med se, tako da pa tudi omenila sem, mislim, da v članku eno gospo, z njo sem se mogoče malo več na recepciji pogovarjala, ona se je bolj tako držala za sebe, ampak je bila pa zelo prijetna gospa in veliko stvari jo je zanimalo, tudi z drugimi popotniki tam v hostlu se je zelo rada pogovarjala, tako da jaz imam predvsem pozitivne izkušnje. No. Mogoče se je edino kdaj zgodilo, da kakšen starejši popotnik, ko se je naprej pozanimal o teh skupnih sobah, se zgodi, naprimer v enem hostlu, kjer sem delala, je bila tale pograd tronadstropni. In gospod je imel pač probleme z kolki in je seveda vnaprej prosil, da bi mu dodelili posteljo, pač pritlično, ne. In načeloma hostli ne obljubljajo vnaprej točno, katero poslo bodo dodelili, ker lahko se zgodi marsikaj, lahko je hostel popolnoma poln, ponavadi grejo na princip, kdor prvi pride, prvi melje, si izbere posteljo, ne. Ampak v tem primeru smo se spet potrudili za njega, smo mu rezervirali poslo, smo poskrbeli, da jo je dobil pritlično in spet, kot sem že na začetku povedala, ga nismo zavrnili in poslali domov. No. Tako. Vedno, mogoče je fajn, da to omenim, vedno je fajn pri hostlih, da se popotniki zavedajo, da je zelo pomembno, da če imajo kakršnokoli težavo, če imajo kakršenkoli dvom, da kontaktirajo zaposlene zdaj ali vnaprej, ali tudi, če so že tam, ker vedno bojo najdeli neko rešitev, da jim pomagajo. Ja. Toliko iz mojih izkušenj. No, tukaj pa se je... Okay. In tukaj se pa pojavilo vprašanje od Ksenije. Kako pogosto? Me sliši? Se sliši? Se slišimo? Ja, se slišim. To so neke tehnične težave. Ja, te slišim. Malo zamuja. Ok, tukaj pa Ksenija zanima, kako pogosto v hostle zahajajo družine z otroci ali pogosteje kot včasih? Jaz imam, nekaj izkušenj imam s tem, da so prihajale tudi družine. Bi lahko rekla, da sploh te mlajše družine jim je povsem nekaj normalnega, da si izberejo hostel za prenočevanje. Je res, da se velikokrat odločijo za neke privatne sobe s privatno kopalnico, da imajo neko zasebnost. Tudi mi v hostlih ponavadi zaposleni
radi svetujemo, da grejo v privat sobo, da si ne delijo z drugimi. Seveda pa, če njih to ne moti, če se počutijo varne z drugimi popotniki tudi v deljeni sobi, seveda lahko tudi to rezervirajo. Ampak ponavadi pa je fajn, da te družine vnaprej kontaktirajo hostel, da je to družina, da potujejo z otroci, zato da potem lahko zaposleni tudi primerno ukrepajo, če imajo slučajno kakšne pravila in omejitve in tako naprej. Bom kar nadaljevala potem z naslednjo. Naslednja stvar, mogoče stereotip, ki se ga veliko ljudi boji pri hoslih, je, da bojo prišli v nek popoln nered, da je mogoče res nečisto, sem spadajo mogoče tudi kakšne stenice in tako naprej. Pričakovanja, kot sem tukaj napisala, so zelo različna, vsak ima svoj standard, kaj naj bi bilo čisto. Se je pa treba zavedati, da ko si delimo sobo z večjimi ljudmi, vsak posameznik ima svoje navade, nekateri puščajo obleke vse povprek, jejo na postelji in tako naprej in se mogoče kakšen drug popotnik ne počuti udobno zaradi tega. Takrat je fajn, da se spet stopi do recepcije, če je karkoli tazga, da jim ne ustreza, se počutijo neprijetno in da potem lahko zaposleni ustrezno ukrepajo. Mogoče zamenjajo sobo za tega gosta ali pa pač se pogovorijo s tem drugim posameznikom. Ker vsak hostel načeloma ima neke pravila, katerim naj bi se sledilo. Seveda vsak popotnik nima časa med vsem raziskovanjem. Se oproščamo, tukaj se pojavljajo tehnične težave, očitno z internetno povezavo, tako da bomo še malo počakali. Dobro. Se slišimo? Dobro, jaz bom kar nadaljevala, očitno so neke tehnične težave. Glede te čistoče, ki sem govorila, tukaj se potem pojavljajo tudi neki dvomi glede stenic, to je potem ta naslednji stereotip. Ponavadi ljudje mislijo, da je problem s temi stenicami res skoraj v vsakem hostelu, kar seveda ni res. Pomembno je, da se ve, da stenice vedno pridajo skupaj z gosti, z njihovo prtljago. In to definitivno ni posledica nečistoče v hostlu oziroma katerekoli nastanitvi. Imajo pa veliko hostlov, marsikateri hostel ima neke preventivne ukrepe, s katerimi deluje. Naprimer, na splošno se hostli načeloma izogibajo vseh postelj, lesenih postelj, raznih nekih tapet, teh bambusnih izdelkov in tako naprej, ki naj bi bili pač taka področja, kjer se stenice najrajši zadržujejo oziroma razmnožujejo. Zato tudi mogoče zasledite velikokrat v hostlih razne te železne postelje in tako naprej, ki mogoče estetsko ne izgledajo najlepše, ampak so pa praktične. Tudi v enem izmed hostlov, kjer sem jaz delala, smo tudi preventivno
ogrevali sobo, se pravi, naprimer za 72 ur smo neko sobo zaprli, jo z neko napravo posebno ogreli, mislim, da je bilo nad 50 stopinj in to smo pustili, da se greje 72 ur, zato da pač, če bi slučajno bil kakšen procent možnosti, da bi še zmeri od prejšnjih gostov ostale te stenice, da se to preventivno potem odstrani. V primeru, da se zgodi, da vseeno se stenice pojavijo, mi ponavadi v hoslih tako naredimo, da se gosta da v drugo sobo, je pa zelo pomembno oziroma obvezno, da potem gost nam preda svojo prtljago, da mi to operemo, posušimo na visoki temperaturi in pokličemo potem zadnji korak še mogoče kakšne delavce, ki to potem z raznimi zadevami odstranijo te stenice. Tilen, medva se zdaj še slišiva? Ja, upam, da se me sliši, se oproščam za tehnične težave, očitno je bila povezava slabša in v glavnem se zdaj vidimo, pa slišimo. Ja, res je. Gremo kar na vprašanje, torej vprašanje se je prijavilo od Dušana, torej zanima ga, če so hostli kategorizirani, kot na primer hoteli in tako podobno. Kolikor jaz vem, hostli nimajo neke standardne kategorizacije, tako kot hoteli. In tudi vem, da je bilo že veliko govora o tem, da se naj bi neka skupna kategorizacija naredila za hostle, ampak to je pač še v procesu. Je pa mogoče, evo glih Popotniško združenje Slovenije oziroma Hosteling International je taka organizacija, ki skrbi za neke standarde in tisti, ki so člani tega združenja, morajo tudi dopolnjevati neke standarde in potem mogoče po celem svetu se lahko najbolj mogoče zanesemo na te hostle, ki so del tega združenja. To je taka najboljša kategorizacija, ki jo trenutno imamo za hostle. Vseeno se prizadeva za visoko kakovost, da se s tem, da niso kot hostli samo, da je kakovost na svojem mestu, oziroma da kar se da čisto, varno in tako naprej. Tako, ja. No, tu se je spet pojavilo vprašanje, torej od Mateja, ki ga zanima, kako je s sprejemanjem študentov v hostle. In na primer, ko je bil v Avstraliji, je velikokrat srečal take študente, kakšne študente, ki jim je bilo ceneje najeti hostel kot privat sobe oziroma stanovanja za učenje, življenje in tako naprej. Ja, zdaj iz mojih izkušenj v Pragi načeloma se ravno ni sprejemalo za daljša obdobja študentov. Razen en hostel je po zimi, ko je bilo mogoče malo manj ljudi, ponudilo sobe za 2-3 mesece. Zdaj to je spet odvisno od vsakega hostla posebej. Zdaj tukaj v Sloveniji, v Pragi se treba zavedati, da Pragi je turizem non-stop. Tja popotniki neprestano prihajajo in tudi hostel lahko celo leto živi od tega. Medtem ko pri nas, recimo, če dam za primer našo slovensko obalo, je tukaj sezona samo 3 mesece in verjamem, da se kakšni hostli odločijo potem čez leto sobe oddajati študentom, kar če je ta opcija super, pač je, če lahko tako rečem, win-win situation za študente in za hostle potem. Mogoče še, da omenim tle, obstajajo pa tudi hostli, ki zdaj veliko delajo na tem, da imajo ta coworking space, se pravi ne samo za študente, ampak tudi za te razne nomade, ki delajo nadaljavo, imajo neke prostore, ki se lahko potem delajo, naprimer nek tak tihi prostor, ali kako naj rečem, zato da lahko uspešno delajo potem svoje delo in tudi jih jemljajo za daljše obdobje. Je pa vedno spet fajn pri teh stvareh kar poslati e-mail, vprašati, če hostel sprejema tudi za daljše obdobje, mogoče pa tudi, če piše na strani, da tega ne počnejo, bojo morda naredili kakšno izjemo.
se je treba zavedati, da hostli so izredno fleksibilni, kar je ogromna prednost. Grem kar naprej. Ja, še glede varnosti, to je zelo pomembna stvar. Mogoče ljudi najbolj skrbi, ker si delijo sobo, najpogosteje si delijo sobo in ne vejo, s kom si delijo sobo, in jih mogoče skrbi za njihove predmete, za denar, ki ga nosijo s sabo in tako. Vsak hostel danes ima neko možnost, kamor lahko mi shranimo svoje vredne predmete. Načeloma je to v vsaki sobi, ali pod posteljo, ali kot neke omarice, si zakleneš te stvari noter. Če je nekaj res, res zelo vrednega, pa niti temu se ne zaupa, obstajajo opcije, da se potem shrani kaj tudi na recepciji, če seveda recepcija ima poseben sef, kjer shranjuje za goste te vredne predmete. To je seveda spet treba vedno povprašati na začetku. Mogoče še ena stvar tudi, fajn je nositi sabo svojo ključavnico, ker vsi hostli zaenkrat še nimajo te opcije, da bi ponujali ali brezplačno, ali pa včasih jim zmanjka, da bi prodali te ključavnice, tako da je vedno imeti fajn neko svojo ključavnico s seboj. Se pa začenja tudi vedno več hostlov postavlja kamere, zdaj seveda ne v sobah, ker to ni dovoljeno, v skupnih prostorih pa imajo to zato, da pač imajo nek večji pregled. Tudi nočna recepcija, na primer, iz mojih primerov je večino bilo tako, da so nočni receptorji spremljali kamere, kaj se dogaja, da so mogoče tudi kam vskočili, če je bilo prehrupno, če je kaj bilo sumljivo, šli pogledati, preveriti in tako naprej. Dobro. Ja, tudi skupna raba sobe z nasprotnim spolom je lahko za marsikoga problem, predvsem za punce. Se lahko hitro zgodi, da se mogoče ne počutimo v redu v družbi kakšnih fantov. To se pač dogaja. V takih primerih ima veliko hostlov prav sobe, kjer so izključno za punce in sobe, kjer so izključno za fante. Iz mojih izkušenj je ponavadi tako, da so največ to povpraševale punce, se je pa zgodilo, da tudi fantje kdaj so želeli biti zgolj v sobi za fante. Je pa še ena super zadeva, ker se meni zdi ful super, da so začeli odpirati hostle, ki so namenjeni zgolj ženskim popotnicam. Mislim, da je to zdaj trenutno eden tak v Amsterdamu, če se ne motim. Je v bistvu še bolj v začetku, ni še veliko takih hoslov, ampak je tako ena taka prijetna ideja, da se popotnice počutijo mogoče malo bolj varne, ko potujejo. To je dobro, da naredijo to, da se pač posebej za fante in posebej za ženske in moške posebej ločene sobe so, ker razno so, na primer, pari potujejo ali pa družine, to pa je tudi drugače, ne? Ja, sej ponovadi, na primer v enem hostlu, kjer sem jaz delala, smo imeli prav ločeno večposteljno sobo za ženske, večposteljno sobo za moške in mešano večposteljno sobo. Tako da so lahko gostje to, oziroma popotniki lahko to že vnaprej, ko so rezervirali, so lahko že kar zbrali, želijo biti v female dorm, male dorm, mixed dorm. Tako da to se da ponovadi vnaprej. Če se slučajno popotnikom zgodi, da te opcije hostel vnaprej nima, pa spet fajn je, da se napiše en e-mail, pa se pozanima, če mogoče samo niso te ponudbe dali na internet, če imajo to opcijo. Če nimajo, pač se najde kakšen drug hostel mogoče, ki to opcijo ima. Torej je pomembno pravočasno obvestiti hostlu o tem, oziroma pravilna komunikacija, pravočasno. Ja, definitivno, za karkoli, se pravim, prednost hostla je to, da so zelo fleksibilni in
tudi zaposleni, ki delajo tam, so sami popotniki, so sami šli čez te stvari in bojo se potrudili po najboljših močeh, da ti pomagajo. Ja. Definitivno je vedno boljše ali poklicati, ali napisati e-mail, če karkoli ni zabeleženo na internetu, če kakršenkoli dvom, pač da se prepričamo in da lahko potem z neko varnostjo gremo v neko nastanitev. Ja, točno tako. No, tukaj je pa vprašanje, torej Mateja zanima, če obstaja kak hostel z bazenom, recimo v Sloveniji, če poznaš kakšnega oziroma? V Sloveniji iz glave zdaj ne, vem, da obstajajo. Jaz iz mojega primera, ko sem delala za en hostel v Pragi, smo imeli, bila v bistvu veriga hostelov in so imeli v Afriki tudi en hostel, ki so odprli tudi bazen. Ampak za Slovenijo pa žal zaenkrat ne vem, da bi kakšen hostel imel. Sigurno obstaja, no. Sigurno mora biti kakšen. Hostli ponujajo marsikaj, so različnih oblik, različnih tem in tako naprej, tako da ja. Obstajajo hostli, ki so naprimer v letalu, letalo stoji, pa pač so naredili hostel, razne te hišice na drevesu so naredili hostel, pač hostel je res ena super stvar, res milijon tem je in tako. Že spominja na botične hotele tudi na tak način. Ja, sej verjetno hoteli tudi črpajo iz tega, ne. To sem tudi napisala v članku. Tudi hotelske verige so prepoznale neko vrednost v hostlih in so začele dajati tudi to ponudbo, da so tudi same začele oblikovati neke nastanitve podobne hostlom. Naprimer pri nas v Sloveniji je tak primer Union hoteli, so lani odprli The Fuzzy Log, mislim, da se imenuje, v Ljubljani in oni imajo, se pravi, en del res tako na stil hostla narejeno, potem imajo pa še tak urbani glamping na strehi, ki je tudi zanimiva zadeva, tako preizkušnja, da kampiraš sredi mesta. No, zanimiva informacija. Bomo mogoče celo še pogledati na izlet. Dobro, še mogoče kakšno vprašanje na to temo? Kot vidim, ga ni. Ne, dobro. Ok. Ja, še ena stvar, ki ljudje pogosto mislijo, da hostli so cele noči, samo žurke, samo zabave. Tudi to je tak en stereotip. Tudi hostli imajo glede tega omejitve, po 10 uri načeloma se ne žura več, vsaj ne v nekih skupnih prostorih, ki so blizu sob, v sobah definitivno ne. Imajo pa nekateri hostli pač to poskrbijo tako, naprimer, da imajo Praga, naprimer, če dam spet primer Prage, ima ogromno teh kletnih prostorov, kjer so včasih bili kakšni pubi in tako naprej. In oni potem to izkoristijo, da imajo nek tak intern barček za goste, da se lahko družijo tudi po 10 uri, da spijo kakšno pivo, igrajo kakšne igre in je spet win-win situation. Gosti lahko mogoče malo dlje ostanejo, se zabavajo, tisti, ki pa želijo spati, pa imajo tak en fajn, miren spanec. Tako. Tudi, če se zgodi, da je kdaj kaj hrupno, kot sem prej že povedala, nočno osebje dela neke obhode, preverja kamere, mogoče, če jim kdo pove, da se kaj dogaja, kje grejo tja, povejo, dajte prosim, zdaj je pač tak čas, da želijo ljudje spati, mogoče lahko premaknete to žurko v kakšen bar in tako naprej. No ja, tukaj se je pojavilo vprašanje Dušana, torej imajo hostli v ceno vključen tudi zajtrk ali je pa potrebno za to doplačilo? Ja, to je zdaj spet odvisno od vsakega hostla posebej. Eni hostli ponujajo, imajo že vključeno, spet drugi imajo za neko doplačilo, ja. In to ponavadi pri rezervaciji nekateri kar že jasno dajo vedeti, lahko si ali zbereš oboje, ali
mislim, da je vedno ta opcija, vedno poudarjajo to. Je pa treba vedeti, da vsak hostel ne ponuja zajtrka, ne vsak hostel ne nujno, da ima to opcijo. Nekateri imajo zgolj spanec, pač se pravi, da samo nočitev, ne, brez zajtrka, brez nekih dogodkov in tako naprej. To je spet fajn se prej pozanimati, napisati, mogoče poklicati ali pa pogledati njihovo spletno stran, to je najboljše. Tukaj pa Ksenjo zanima, kako pogoste so kraje v hostlih. To sem videl tudi v članku napisala. Ja. Tu tudi vidim, da so kopirali ključe že, da je tako prišlo do kraj, naprimer način, kako? Zanimivo, jaz sem to imela eno izkušnjo, ki sem delala v hostlu. Zdaj, jaz sem res jaz sem delala 6 let v teh hostlih in na zelo različnih pozicijah in moram reči, da toliko kot ljudje pričakujejo, da je kraje v hostlih, jih ni. Jaz sem večinoma izkusila to, da so ljudje sami pozabljali kakšne predmete, da so kaj založili, smo kasneje najdeli, smo jim poslali za njimi domov. Tako. Sem pa imela en primer, točno glede tega, da je en fant se je malo znajdel in je kopiral ključe. Je večkrat prišel k nam, se je v različne sobe šel, jih je skopiral in potem je v nočnih urah, kljub temu, da smo imeli nočnega receptorja, uspel priti notri in pač ukrast. Takrat se je na primer ta hostel, ta specifičen hostel odločil za kamere, kar je bila res super odločitev, da smo potem lahko spremljali vse skupaj. Ker tudi, če je nočni receptor je pri vratih, če je ta gost že noter, če je to nek gost, ki se stalno vrača, v tem primeru, ne, ta fant imel vse te ključe že in je pač tako. Vse takoj, ko smo ugotovili to, ko smo ga najdeli, pač se je prijavilo policiji, standardni postopek. Ampak to je pa tudi res edini tak ekstremen primer, ki sem ga jaz izkusila. Sem te ravno mislil vprašati, če ste ga dobili, če ste ga ujeli. Ja, smo ga ujeli. Vse smo že malo imeli na recepciji sumljene stvari, ampak se veste, kako je to pač. Brez dokazov ne moreš nekoga obtoževati. Potem kamere so naredile svoje, ker pač ni vedel, da smo jih postavili v prostorih. Tu pa še tudi zanimivo vprašanje. Ali so potem omarice izven sob na hodniku ali v sobah, če bi bile kamere? Ne, omarice so načeloma v sobah. Je pa res, da če je res kaj tazga, da imajo res tako zelo vredno stvar, se da zmeniti z recepcijo. Recepcija ima ponavadi več sejfov, mogoče enega prav za goste, da potem pač shranijo. Ampak spet tle je taka, je malo težko. Če bi vsak gost hotel to, ni prostora za to, da bi vsi na recepciji shranjevali. Mi smo imeli en primer, da smo imeli potem tudi prav na recepciji take male omarice, zraven recepcije, da je potem receptor skozi imel vpogled na te omarice, plus eno posebno kamero, ki je bila usmerjena v te omarice, vsak je dobil svoj ključek in tiste res vredne stvari, naprimer potni listi, kamere in take stvari so že pač tam shranjevalo, če se niso počutili udobno, da to pustijo v sobi. So pa načeloma ključavnice, mislim, te omarice v sobah. Vse torej, ker v sobi verjetno ne smejo biti kamere, je torej zanimalo, da če so bolj omarice zaradi tega na hodniku, tako je bilo verjetno mišljeno. Ja, nima vsak hostel tega, ampak se pravim, v enem so to opcijo imeli, da so imeli potem omarice na recepciji. No, pa tako. Ja. Mogoče še kakšno vprašanje? Z moje strani ne, tudi gledalci in gledalke nimajo trenutno nobenega vprašanja. No. Če ne bom pač počasi zaključila z vsemi temi stereotipi, seveda jih je še verjetno ogromno. Mogoče bom še kakšen članek napisala na to temo. Ampak tako, če povzamem, kar sem tukaj napisala in kar sem že prej povedala,
hostli so zelo fleksibilni, odprte nastanitve, ljudje, ki delajo v njih, so zelo prijetni, načeloma zelo prijetni. In vsi se trudijo, da gostom ponudijo neko najboljšo izkušnjo, ker pač treba se zavedati, da hostli živijo od teh svojih gostov. Gosti so zvezde tega posla. In kot sem rekla, pač delajo po najboljših močeh, da jim ponudijo čim več. Ne zgolj dober spanec, ne zgolj posteljo, ampak tudi dogodke. Mi smo organizirali naprimer tudi kakšne take posebne ture, kjer smo predstavili kakšnega umetnika v mestu, ki je naprimer to naredil en izmed zaposlenih. V enem drugem hostlu, kjer sem delala, smo receptorji 2-krat na teden imeli tudi izmeno, da smo šli prav ven žurat z gosti in bili plačani za to. Tako da ja, tudi gostom je to potem taka neka posebna izkušnja, če z ljudmi, ki so iz tistega kraja, spoznavajo mesto. No, še eno vprašanje. So organizirani tudi kakšni pohodi ali drugi dogodki, mogoče izleti s strani hostla? Ja, ponavadi ali se sodelujejo s kakšnimi agencijami ali pa jih kar sami organizirajo. Kot sem prej povedala, mi smo naprimer v enem hostlu kar sami organizirali take stvari. Smo imeli beer garden tour, se pravi, da smo jih peljali po vseh teh odprtih vrtovih s pivi po Pragi, pa smo se pač družili, pokušali pivo in tako naprej. Potem ena druga stvar je bila, da smo jih peljali gledati take posebne skulpture od umetnika v Pragi in tako naprej. Potem dogodek je bil tudi, da smo skupaj naredili večerjo, so se naučili delati češki golaž. To je bila tudi taka lepa izkušnja za popotnike, tako da ja. Hostli so veliko več kot samo nočevanje. Ja, se strinjam, tudi družabno okolje, kot je vse povedala, da Ja. če hočeš potovati in spoznavati druge ljudi, tudi domačine, večinoma je najboljša izbira hostel, ne? Ja, definitivno. No, še eno vprašanje od Mateja. Torej, kako pa je s pranjem perila v hostlih? Kako je s pranjem perila? To ima tudi vsak hostel po svoje. Načeloma imajo nek skupen stroj, kjer zdaj odvisno eni hostli ne želijo prepuščati tega gostom, pa to za njih naredijo receptorji, se pravi, jim operajo perilo. Spet drugi imajo pa neko skupno pralnico, gost samo plača na recepciji, zato dobi neke žetončke in pač si opere perilo. Ima pa to danes, mislim, da vsak hostel to opcijo, da se pere perilo pri njih. Torej, ja, kako si z večino stvari povedala, je vsakega hostla drugače, ne, to je odvisno, se vse razlikuje, ni tako enotno kot pri hotelih, samo je pa res, da ima tudi svoje prednosti, pa mogoče slabosti, ampak večinoma vidimo prednosti, ne. Ja. Hostli so ena super zadeva, tako da jaz bi rekla, da ima večinoma hostli, če smem tako reči, več prednosti kot hoteli. Vsaj jaz bi iz svojih izkušenj tako povedala. Po mojem mnenju je za da doživiš ta kraj, oziroma kamor potuješ, tudi pristno doživetje, oziroma bolj hostel boljša izbira kot pa hotel, ne. Točno to, ja. Veliko bolj si vpet v lokalno okolje, v to, kaj se dogaja v mestu. Tudi receptorji so obveščeni, kaj se dogaja, spodbujajo goste, da se udeležujejo teh dogodkov in tako naprej. Medtem ko hoteli so velikokrat narejeni tako, da so kot nek rezort, ki se zadržuješ samo v tistem kraju oziroma tistih par korakov okrog hotela in to je to, ja. No, saj ne rečem, vse obstajajo tudi hoteli, ki se danes te butični, predvsem, kot si sam rekel prej, ki grejo tudi že počasi v to smer. Ja, hostli poskušajo bolj ljudi med sabo, oziroma goste med sabo tudi povezati, ne samo z zunanjim okoljem.
Ja, in tudi tukaj pridejo potem v igro te dogodki in tako naprej. Naprimer, jaz sem tudi svojim, ko sem bila na eni poziciji vodja recepcije, ko sem uvajala nove punce, sem ponavadi jim vedno rekla, dajte biti malo pozorne, kdo med gosti je tako malo bolj zadržan, jih mogoče spodbudite, da se vključijo v neke dejavnosti, da jih kaj vprašate, da se ljudje ne počutijo zapostavljene, ker pač pa tudi včasih rabimo samo malo tega puša, da se pogumimo, da pristopimo ljudem in tako naprej. Ja, točno. Eno vprašanje še bomo odgovorili. Torej, od Dušana se veliko mladih odloči za delo v hostlih, dobijo za to brezplačno namestitev, hrano. Ja, spet odvisno od hostla. V mojem primeru jaz sem bila prav zaposlena v teh hostlih. Se pravi, redna zaposlitev v večini primerov. Je pa tudi ta opcija, ja, da prideš kot neke vrste prostovolec v zameno za nočitev, da delaš na recepciji in potem še neke druge stvari zraven. Ja. Obstaja oboje. Tudi mogoče, če lahko še tukaj dodam, tisti, ki se odločajo potovati za daljše obdobje po Evropi ali pa pač po svetu, je mogoče fajn, da kar se vnaprej pozanimajo v kakšnih hoslih in pišejo, pa jih kar vprašajo, če lahko, naprimer, delajo za njih v zameno za nočitev. To je taka ena fajn priložnost, no. Se splača. Točno. Ravno to tudi podpira oziroma razvija naša organizacija, ne? Da bi čim več mladih se zaposlilo v hostlih, res da prostovoljno delo, ampak imaš ti plačano nastanitev in hrano in dejansko ti živiš lahko na nekateri koli destinaciji, celo po celem svetu ne imamo hostle, tako da je naša mreža polna takšnih priložnosti za mlade, lahko rečem. Res je. No, tako. Torej, dragi gledalci, dragi gledalke, zdaj smo pa prišli do konca naše poučne oddaje. Če vas zanima še kaj več, lahko svobodno pišete Maji na njen Instagram, ki je naveden v kličku spodaj. Kot vedno je bilo tudi danes podanih veliko zanimivih in poučnih informacij, ki nam lahko koristijo, ko tudi potujemo. In upam, da ste se imeli fajn in se veliko naučili, tako kot jaz. Po mojem mnenju je bila predstavitev super, vrhunska, super dodelana, tako da hvala Maja za čas, za trud, ki si vložila v to. Hvala, da si bila danes z nami. Lepo je bilo v tvoji družbi. Hvala tebi, Timen. No, hvala. Želimo ti čim več popotniških doživetij tudi v prihodnje in ostani zdrava. Hvala tudi vam, dragi udeleženci, za vašo podporo, komentarje in vprašanja. Brez vas ta naša oddaja ne bi bila takšna, kot je. Torej, vi ste pomemben del pri njenem soustvarjanju, pa tudi razvoju. Skupaj smo pa prišli že zelo daleč, lahko rečem. Če vas pa zanima kaj več, oziroma bi se nam radi pridružili, oziroma bi celo radi delali v katerem izmed naših hoslov, pa obiščite našo spletno stran Popotniškega združenja. Tam lahko najdete tudi revijo Globetrotter in si preberete katerega izmed mnogih zanimivih člankov, tudi Majinih člankov in poleg izveste kaj zanimivega, kakšno zanimivo izkušnjo od koga in tako naprej. Za konec bi vas tudi rad prisrčno povabil, da nas podprete v dobrodelni akciji, namenite dohodnino za otroško veselje na morju. Popotniškemu združenju lahko namenite od 0,5% do 1% vaše dohodnine in s tem pomagate otrokom in mladim z manj priložnostmi do zasluženega oddiha na morju. Projekt poteka skupaj z Mladinskim zdraviščem in letoviščem Rdečega križa Slovenije, Debelji rtič. Več o tem pa spet na naši spletni strani. To je za danes vse. Tako da hvala, da ste bili z nami, kot tudi na prejšnjih virtualnih druženjih. Ob tem se vam zahvaljujem za podporo. Do jeseni, ko se pa spet vidimo, pa ostanite zdravi, uživajte in veliko potujte. Seveda ob upoštevanju koronskih ukrepov. Tako da adijo in lahko rečem bon vojaž.